Z velikim veseljem vas seznanjam, da je Državni zbor Republike Slovenije včeraj, dne 14.2.2017, na plenarni seji v drugi obravnavi obravnaval predlog zakona o osebni asistenci in po glasovanju predlog tudi potrdil. Veseli nas, da so se dolgoletni napori Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije uresničili v besedilu predloga zakona. Poslanke in poslanci so sprejeli tudi sklep, da se tretja in zadnja obravnava zakona opravi že na februarski seji, ki naj bi bila predvidoma v petek 17.2.2017. Poleg storitev osebne asistence je za nas, uporabnike, izrednega pomena tudi 9. člen zakona. Če povzamem, gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu uporabniku, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, se lahko odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik lahko namesto osebne asistence izbere denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Višina denarnega nadomestila bo po naših predvidevanjih približno 150 evrov na mesec. Vstopni kriteriji prejemnikov bodo določeni naknadno v posebnem pravilniku, ki bo sprejet najkasneje do 1.1.2019, ko začne zakon veljati. Zakonodajalec je v zadnjem predlogu odpravil tudi zgornjo starostno mejo upravičencev, kar v praksi pomeni, da v trenutku, ko je zakon sprejet, bodo do denarnega nadomestila upravičene tudi osebe starejše od 65 let. Po sprejemu tega zakona bomo zakon podrobneje obrazložili in vas seznanili o vseh pomembnih zgodovinskih dejstvih, ki so privedli do tega sprejema. Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli k sprejemu tega zakona.